točka je sprejem programa ravnanja z odpadki na območju občine Bled za leto 2017 in prosim za uvodno obrazložitev vodjo programa komunalne infrastrukture Štefana Korošca pri našem podjetju infrastrukture. Dobro večer vsem skupaj. Vsako leto pošljemo program zbiranja komunalnih odpadkov za določeno leto, to se pravi letos ga imate za leto 2017. Nekako program je zasnovan tako kot pa pretekla leta, v osnovi imamo predstavljeno območje izvajanja, imamo zakonodajo, imamo pojme, predstavljene so količine odpadkov, ki smo jih zbrali v preteklih letih, to se pravi leto 2015-2016, nekako pričakovane količine za leto 2017. Če je tam kdo gledal slučajno tabelo, je pač tam se vidi točno, da se je v lanskem letu zbrali 100 ton embalaže več, dejansko se je tudi oddal skoraj 50 ton mešanih odpadkov več na deponijo. To je glih na račun tega, ker je pač na turističnem modelu bil zelo velik obisk in odpadki iz dejavnosti so se precej povečali. Ločene so noter povzročitelji, to se pravi na eni strani imamo gospodinstva, na drugi strani imamo druge uporabniki, to se pravi tiste uporabniki, ki izvajajo neko vrsto dejavnosti. Za vse te povzročitelje so predstavljene obvezni zabojniki, ki jih morajo imeti. Načini prevzema odpadkov ostajajo enake kot do zdaj, to se pravi nekaj prevzemamo na vaših prevzemnih mestih doma ob hišah, nekaj se prevzema na ekootokih, nekaj v zbiranju centru. Enkrat letno potem še pride do tistega zbiranja nevarnih odpadkov v pomladanskem aprilu. Frekvence odvozov ostanejo enake kot v letu 2016, se pravi mešani odpadki na 14 dni, embalaža mešana na 14 dni, papir na enkrat na mesec. Zbirni center, prej ste že videli pač predstavitev Zavoda za kulturo tam glede na to, pač zbirni center zaenkrat nekako ostaja na tej lokaciji, ki je, mi ga bomo v letošnjem letu, to se pravi v naslednjih 2 mesecih malo preuredili, ravno zaradi tega, da tam dobi občina nekaj parkirnih mest, to se pravi tisto dejavnost, ki jo lahko preselimo na ta nov zbirni center dol na Mlino, bomo preselili. Tukaj bo pa pač zbirni center še zmeraj za občane normalen odprt, tako da bodo lahko tiste odpadke, ki so jih zmeraj že oddajali na zbirnem centru, tudi mislim, da v letošnjem letu pa v naslednjem letu nekako še tam na pač malo manjšem obsegu, če rečemo po površini, bodo pač iste stvari lahko še tudi oddajali. Novosti, ki so bile nekako v letu 2016 vzpostavljene, so jo tudi nadaljevali v letu 2017, to se pravi gradbeni odpadki so nekako dostavljivi v zbirni center s tem kuponu, ki ga ste gospodinstva prejeli skupaj s koledarji pred novim letom, se pravi brez kupona se ta zadeva plača. Ostajamo na tem letnemu pa zimskemu delovnemu času, v letni sezoni pač startamo ob 6, drugače ob 7. Kontrolo zabojnikov še izvajamo, to bomo najbrž, da bomo še malo pojačali, vidimo, da večina sicer lepo ločuje, imamo pa pač nekaj problemov z določenimi, ki se jim pač zgleda, da se jim drugačna, kakor pa če rečemo z obvestili, ki jih smetarji dajo ali pa z zapisniki, ki jih mi zdaj že pač po terenu dajemo, hodimo kontrole delati se nav drugač dal narediti, kakor pa pač tudi z neko sankcijo. Načeloma je pa pač naša želja še zmeraj, da svetujemo, da obveščamo, osveščamo, tudi v Blejskih novicah, mislim, da precejnih člankov tako na temo smeti kot na temo vode predstavljamo in tudi te zadeve bomo nekako naprej peljali. Tako da mislim, da z moje strani toliko na hiter, nekih se pravi hudih novosti ni, sem pa na voljo na vprašanje. Hvala. Hvala. Z vsebino se strinja tudi odbor za prostor, se strinja tudi odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. A se kdo prijavil k razpravi? Če razpravi ni, gremo lahko kar na glasovanje. V sklepu občinski svet občine Bled sprejme program ravnanja z odpadki za leto 2017. Kole. Hvala lepa. Še vrtec. Aha, še vrtec, dober je, no. Dober je. Še vrtec, tako da imamo. Hvala lepa, Štefan. Tukaj je, ste že, ko ste, nekaj sem je, kako se že gospod.
Barbara Fale. Točka sprejem osnutka pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Prosim tukaj predstavnico vrtca Bled, gospod Barbaro Fale, za uvodno obrazložitev. Hvala, dober večer. Po pregledu veljavnega pravilnika o sprejemu otrok pa pravilnika o spremembah in dopolnitvah smo ugotovili, da bi bilo v pravilnik potrebno vnesti določene spremembe. Predvsem zaradi preglednosti pa smiselnega zaporedja členov so odstavki zamenjani, dodani členi zakona o vrtcih, pri tem se pravilnik vsebinsko ne spremeni. V bistvu vse spremembe nekako se že izvajajo v praksi, gre pa za lažje razumevanje tistega, kar bere, predvsem staršev. Zdaj pa, da navedem spremembe. V 1. členu se doda glede izpisa pa prerazporeditve otrok, se pravi, da to tudi pravilnik določa. Potem dodana, glede te prerazporeditve sta dodana 3. in 4. odstavek 5. člena. Doda se vsebina 9. člena, kjer se jasno določi, kdo je lahko prisoten na seji komisije in da se gradiva zaradi varovanja podatkov ne smejo razmnoževati. V 12. členu pri 3. kriteriju se v oklepaju doda, da študent dokazuje vključenost v študij s potrdilom. Prej je bilo nejasno opredeljeno in so potem starši prinašali potrdila o zaposlitvi in potem je to kup ene papirologije. Pa doda se še, da se pravi lahko uveljavlja pri tem kriteriju točke tudi, se pravi, če je starš zaposlen, drugi je pa študent, ali pa če sta oba študenta. Potem pri 5. kriteriju se v oklepaju navede možne priloge, ki jih starši priložijo, gre za enostarševske družine, navedeno je potem v oklepaju, kaj vse lahko priložijo, če uveljavljajo ta kriterij. V 6. kriteriju se spremeni, da v vključitvi otroka novinca v vrtec bosta v isti vrtec hkrati vključena najmanj 2 otroka iz iste družine. Prej so starši uveljavljali v tem kriteriju, se pravi, točke, čeprav je šel recimo otrok čez 2 meseca pa že ven, ker je šola obvezana. Potem v 13. členu v 5. odstavku se navede, da otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki je določen v pogodbi in ne kako drugače, pa tudi, da je to začetek uradnega vstopa v vrtec oziroma uvajanja, ker je veliko staršev potem rekli, ja, a bi lahko, ne vem, že 14 dni prej začeli uvajati, tako da pač starši to jasno vejo. Doda se še 6. točka glede zapolnitev prostih mest med letom, ki spreminja način sprejemanja otrok med letom, se pravi, da ne bi prihajalo do nezasedenosti mest. Zato se v 17. členu navaja, da se na prosto mesto vsakokrat z začetkom naslednjega meseca sprejme najprej otroka iz čakalnega seznama, nato pa tiste naknadno vpisane. Pa iz 11. člena tega veljavnega pravilnika zdaj so se črtali odstavki glede razvojnega oddelka, ker ga pač ni več. Zdaj prvo leto, pa tudi v prihodnje, naslednje leto ga najbrž ne bo, se pravi šolsko leto 17-18, potem bomo pa videli naprej. Ja, da vse te predlagane spremembe nimajo finančnih posledic za občino Bled. Hvala lepa za izčrpno, zato da ste te manj jasne določbe uredili, tako da bo vsem bolj jasno. In s tem se strinja tudi odbor za družbene dejavnosti. A bi se kdo prijavil k razpravi? Špec Sirc, svetnik Sirc. Jaz imam samo eno vprašanje. Ker ste mi kolegice že na seji odbora praktično vse odgovorili. Zanima me samo, kaj se bo zgodilo, če bo naprimer na Bohinjski Beli, da boste samo 2 otroka
a jih boste preselili v enoto na Bledu, pa boste enoto tam zaprli, oziroma boste druge otroke preselili na enoto na Bohinjsko Belo. Skratka, vprašanje je, a obstaja kakšna bojazen, da se ta enota na Bohinjski Beli celo ukine? Hvala. Ja, jaz mislim, da ne. Vsaj trenutno, zdaj danes je bil ravno zadnji dan upisa, tako da otrok je veliko upisanih, tako da bi se še tisti edini oddelek zaprl, glede na to, koliko je upisanih ne, če so pa še kakšni drugi razlogi taki, pa ne vem, a ne. Drugač pa zaenkrat ne, razen če ne bo več otrok poj. Vse to bi zanimalo, kaj A ja, to pa ne bi znala zdaj odgovoriti, kaj bo. Mislim, da se bo poj takrat ugotavljala. No, ampak to v bistvu direktne zveze s tem Kako? spremembam nima, ne? Ne, to ne, seveda. Želimo si, da ostane na Ja, vsak način. seveda. Ker je Ja. brez skrbi, to mislim, ni nobenega Seveda. dvoma. a ne. Ja, ja. Širce pa pač ne more na temu. Ja. Ja, seveda, mi si želimo, da bi bilo še več oddelkov, če bi bilo to mogoče, a ne? Ja. Še svetnica Špecova. Jaz imam samo eno vprašanje, pravzaprav ne, da bi imela karkoli proti, ampak ni mi logično, recimo, tale kriterij, da v vključitvi otroka novinca v vrtec bosta v isti vrtec hkrati vključena najmanj 2 otroka iz iste družine in zato dobiš dodatne točke. Zakaj mi ni logično? Zaradi tega, ker se mi zdi, da bi bilo bolj pravično, a ne, da bi recimo 2 družine imele lahko vsak enega otroka, ne pa če enega že imaš lahko drugega, iz druge družine pa nobenega. Zato se mi ne zdi logično. Kje je logika, da ima ta prednost, da ima 2? Razumem, da je za starše super, a ne? To mi je jasno, ampak na ta način lahko diskreditiraš nekoga, a ne, ki pa še nobenega nima. In bi mi bilo bolj pravično, da je iz vsake družine vsaj po eden. Ne pa z ene sta lahko 2, z ene pa nobeden, ker ima ta kriterij boljši. To mi ni logično. Ja, kako? Ta kriterij že dolgo časa. Ja, ta kriterij v bistvu že skozi, no, kar sem jaz tukaj, sam da je bil tako v želeni enoti, je že vključen otrokov brat, sestra, kar je dosti isto, a ne, sam da so pač dobili točke, pa je šel recimo potem ven, a ne, zdaj pa pač sta septembra vključena oba otroka. Meni recimo ni logično, no, samo to. Pa sem tako bala, nisem spremljala, zakaj razvojnega oddelka ni več na Bledu, a ni otrok. Lansko leto ni je bilo bil otrok. samo en otrok, pa še ta je bil bolj za redni oddelek. Razumem, ja. Tako da je, ja, potem pa v bistvu ni bilo nobenega Blejskih otroka. ni bilo že vse leta. Ja, Blejskih Čas pa smo že ga tako imeli. malo, ja. Ja, prosim. Ja, zdaj, hvala. Zdaj, ker mislim, da bistvenih pripomb vsebinskih na besedilo pravilnika v drugi obravnavi, ker na pravilnik v prvi obravnavi, se pravi tej, ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb, mislim, da ni tako, in bi bilo besedilo pravilnika v drugi obravnavi enako besedilu pravilnika v prvi obravnavi, predlagam, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku. No. Bomo še enkrat to imeli. Zato dajem na glasovanje sklep. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec se sprejme po skrajšanem postopku. Glasujte. Hvala. In se je še sprejeta sklep in naslednji sklep je pa občinski svet občine Bled sprejme pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Še za to glasujte. Tudi en glas, 14, hvala, 15. No, zdaj pa hvala lepa. Hvala. In kratka pauza. Sprejem zaključnega računa občine Bled za leto 2016. Prosim, direktor občinske uprave Matjaža Berčona za obrazložitev. V letu 2016 so bili doseženi prihodki v višini 11 milijonov in dobrih 810 tisoč evrov, kar predstavlja 93% predvidenega načrta. Največji prihodki so bili iz naslova odstopljenega dela dohodnine,
preko 4 milijone 126 tisoč evrov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča preko 1 300 000 evrov in prvič tudi preko 1 milijon evrov turistične takse. Odhodki so bili doseženi v višini 11 milijonov 731 tisoč evrov, kar predstavlja 91% plana. Od tega smo imeli tekočih odhodkov in transferjev, torej za pokrivanje tekočih stroškov 7 milijonov 210 tisoč evrov, investicij pa dobre 4 milijone in pol evrov. 270 tisoč evrov smo prenesli na transakcijskem računu iz preteklega leta v leto 2017 in s tem tudi pozitivno zaključili bilanco lanskega leta. Glavno odstopanje tako na prihodkovni kot posledično na odhodkovni strani je povezano z največjo investicijo lanskega leta v komunalno opremljanje Seliš, kjer smo celotno drugo fazo finančno prenesli v letošnje leto. Drugih večjih odstopanj ni bilo, če so pa kakšna konkretna vprašanja, pa lahko tudi pojasnimo. Hvala. S tem z vsebino se je strinjal tudi odbor za proračun in občinsko premoženje. Se kdo javi k razpravi? Se ne javi, zato lahko dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled sprejme zaključni račun proračuna občine Bled za leto 2016. Glasujte. Sprejeto enotno, 15 za. Gremo naprej. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev statuta občine Bled. Tukaj prosim pa našo višjo svetovalko za pravne zadeve, magistro Žumrovo, za uvodno obrazložitev. Hvala za besedo. Jaz same vsebine sprememb in dopolnitev statuta občine Bled ne bi posebej predstavljala, ker smo statut že dvakrat obravnavali in je dejansko sedaj v istem besedilu. Izpuščena je bila pa določba, zaradi katerega menim tudi, da je bilo predhodno statut ni bil sprejet, in sicer se je nanašala na 2 podžupana, in sicer ta določba ni več vsebovana v statutu. Tukaj imamo zdaj osnutek, na statutarno pravni komisiji so podali že posamezne pripombe, tako da se bo statut tudi vodil po 2 fazah, tako da so možne še pripombe. Hvala. Hvala. Ugotavljam, da se z vsebino strinja tudi statutarna pravna komisija. Osnutek je pa obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, ki predlaga, da se odbor za družbene dejavnosti in odbor za gospodarstvo in turizem ne združita in ostaneta samostojni telesi. Prosim, da se javite k razpravi. Svetnica Kovačeva. Jaz sem kot predsednica družbenih dejavnosti sem razširila dnevni red in smo to točko tudi obravnavali, sem mnenja, da se ne bi smeli združiti. Točke dnevnega reda so namreč precej različne, prav tako bi bil prehranek v proračunu minimalen. Istočasno pa obstaja bojazen, da bi se na ta način izgubil pomen družbenih dejavnosti. Moje nestrinjanje pa so podprli tudi vsi člani odbora za družbene dejavnosti. Takole, če drugih ni. Se lahko? Ja, lahko. Jaz bi podprl ta predlog, ker za 3500 šparanja, da ne rečem, da lahko luft gre 100 000 in če smo nepažljivi oziroma nepreračunljivi, tlele za 3500 pa od tega proračuna treba povedati ljudem, od 12 milijonov, 8 milijonov gre za te zadeve. Če tudi gre po nekem ključu, je treba ravnati preudarno. Mi ostali potem vsi ravnamo s tretjino, to se pravi 4 milijoni, pa se glih uspemo kakšno cesto popraviti pa kaj drugega, to se pravi ni glih vredna podcenjevanja ta odbor. Ga podpiram z vsem in se ne strinjam, da se ukine zaradi 3000 pa po. Če sem pri teh stroških, da vam nekaj povem, to, kar imamo tukaj za 3 seje manj kot 200 evrov, v Radovljici imajo 800. To se pravi, mi imamo deleč najnižje, nimam nič proti, se je prav, da smo vzor občanom in da šparamo, vendar tole šparanje 3500 pri tako pomembnem odboru, ki vodi 8 milijonov proračun, iz proračuna 8 milijonov, se mi zdi, da je za podpretje. Hvala lepa. Hvala.
Župan, mogoče bi se jaz tudi oglasil to pot, pa absolutno podpiram predlog, ki je dala Karmen. Res ne velja zdržovati odbora, ki imate precej različne naloge, družbene dejavnosti, ne vem, 105 imamo društev v občini Bled in je prav, da se to ohrani ločeno, ker je to smiselno. Prihranki so pa zelo majhni, drži. Hvala lepa. Sicer zdaj smo pri sprejetju osnutka, ne? To še ni končen. Ja, in to se potem lahko upoštevam prej. Ja, tako. Mislim, da vseeno lahko dajem ta na glasovanje sklep. Glede osnutka občinski svet občine Bled. Prosim. Čisto proceduralno, no. Če sprejmemo ta osnutek, ne, da se sprejme s temi pripombami, ne. Meni se so pripombe argumentirane in tudi tehtne, a ne. Nekaj časa sem sam mislil, da je to čisto redo, da se združujejo, ampak glede na majhne sredstva, ki se porabijo in na veliko vseh proračunov, ki ga pokrivajo, pa mislim, da je to razumno, da vendarle mogoče ostane, no. Tako da bi predlagal, da se sprejme osnutek z danimi pripombami. Izrecna je pa ta pripomba zelo pomembna, ker od odločitve od te pripombe je odvisen, kako se glasovanje naredi na naslednji seji. Hvala lepa. Tudi na glasovanje rahlo popravljen sklep. Občinski svet občine Bled sprejme osnutek sprememb in dopolnitev statuta občine Bled s pripombami iz razprave. Tako, glasujte. Zglasovano. Potem imamo naslednjo točko. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Bled. Tukaj še enkrat prosim magistro Žurov. Hvala za besedo. Tudi ta točka je bila že prejšnjo sejo uvrščena na dnevni red, vendar je bila potem umaknjena ravno iz tega razloga, ker se vsebinsko v tem delu, ki se združujeta, ki je bilo predlagano združevanje odborov, se je navezala na statut. Zato tukaj mogoče na kratko predstavimo vsebino. V pretežni meri gre za uskladitev z pripombami MJU-ja, ko so bili na občini in so pač pregledovali naš statut in poslovnik. Tukaj gre predvsem za uskladitev z spremembami zakonodaje, ki so se dogajale tekom let, kar smo mi pač poslovnik sprejeli. Drugo so bile pa pripombe iz razprave, ki jih je bilo tudi kar nekaj, ko smo osnutek sprejemali in tukaj se recimo nanaša predvsem na podaljšanje rokov za gradivo, to je bilo vse sprejet, recimo za nasprotje interesov, kako se jim izogibati v primeru, da bi do tega prišlo, kakor tudi recimo in določba glede vključitve tretjih oseb v javno razpravo, ki pa zdaj tudi v poslovniku ni bilo predviden. Tako da se vse to zdaj nekako ureja. Hvala. Hvala. Tudi tukaj ugotavljam, da je odbor za družbene dejavnosti, s vsebino se je sicer strinjala statutarna pravna komisija, ampak odbor za družbene dejavnosti pa predlaga, da se njihov odbor in odbor za gospodarstvo in turizem ne združita in ostaneta samostojni telesi. Je še kaj tukaj? Svetnik Vernik, svetnik Sirc, svetnik Brence? Svetnik Brence, prosim. Ja, popolnoma enako za statut, tudi za poslovnik, treba v tem ustrezno to korigirati, da se te dva odbora pač delujeta samostojno. Hvala. Svetnik Sirc. Ja, tle bi dodal sam še pripombo, ki je bila na prejšnji seji tudi nekako črtana, da bi imeli večje število sej. Predlagali smo 6, pa je bilo umaknjeno, tako da mislim, da je bilo vsaj 5 nekako primerno, ker gradivo je res veliko, 24 točk obdelati, tudi že na odborah je ogromno dela. Tako da prosim, da se tudi to upošteva. Hvala. Svetnik Vernik. Prosim samo za eno razlago, no, ni mi čist jasen tole, dobro ne razumem. V 2. členu, ne, kjer piše 1., 2., 3. alineja, imenovanje mandatne komisije za pregled in tako naprej. Kdo pa imenuje to mandatno komisijo? A je to pa v praksi kaj zapletov, tako rekel? To je samo v primeru konstitutivne seje, se je določil, kakšna je vsebina. To je jasen, ja, ampak vendarle nekdo more mandatno komisijo imenovati, ne. Zdaj pogrešam določilo, na kakšen način se to imenuje, ne.
Iz proceduralnih razlogov sprašujem, ne, ker pa v prakso prideš in mora eden predlog dati, ne, če ga dajo novo izvoljeni svetniki in svetnice, a ne, je to lahko, kaj jaz vem, taka in drugačna politična konotacija. Če pa to naprej predviden, se pa izognemo potencialnim nepotrebnim zapletom, po mojem mnenju, prosim. Nisem pravnik, ampak iz prakse tako nekako govorim, ne. Zato tudi sprašujem, no, to. To dejansko potem že veljavni poslovnik določa v 9. členu in sicer na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje 3-člansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan, pa o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi. Dokler niso imenovani 3 člani komisije, o preostalih predlogih svet ne odloča. Tako da je že zdaj to določen. Tukaj nas je MJU le pozval, da naj natančno določimo, kakšen je dnevni red konstitutivne seje, ker tudi ne bi bil zmeraj enak. V redu, v kontekstu celega odloka je pa to jasno. Hvala lepa. Pa naprej se pa to še določa. Člani odbora za družbene dejavnosti smo prav tako mnenja, da je obseg točk dnevnega reda že precej obsežen in se strinjamo z gospodom Sircem. In ni mogoče kakovostno obravnavati ter se pripraviti na sejo. Včasih smo imeli januarja sejo, pa smo pač vsa ta poročila dali na januarski seji skozi, potem pa marca so šle ponavadi tekoče zadeve, zdaj imamo pa res 24 točke, pa zelo težko prvo, kar je sploh predelati v tako kratkem času, potem pa še v bistvu tukaj sedeti toliko časa in kakovostno spremljati samo sejo. Zdaj, o proračunu potrjenju z vaše strani imamo 4 seje. To se mora, da se to je opredelitev. To samo jaz nekaj dodam, že pa. To lahko kadarkoli spremenimo, imaš prav. Se ni mus, da je zakon, da jih mora biti 5, recimo, ampak pustimo to možnost, če jaz prav razumem, ne? Zakaj a priori 4, ne? Drugo lahko spremenimo, tako kot je rekel. Če sem prav razumel, Srečota, ne vem, je zadovoljen z odgovorom, a je v redu? Ker dogovor obstaja, da je prvih 5, recimo, izvoljenih. To je druga stvar. Za kvijas, ja? Pol v redu, če si zadovoljen, ja, v redu, hvala. Mogoče sam ljudi sej. Je minimalno število sej, to je najmanj 4, določa zakon o lokalni samoupravi, a ne, in potem je pa res, kako to praksa oblikuje. Se pravi, tukaj mislim, da smo pač do te pripombe mogli opredeliti in ali se bomo zavezali tudi več imeti ali ne. Če smem, župan. A smem? Lahko, ja. Smem, mogoče samo ono priporočilo, ker je naumno zacementirati število sej 4, 5, 6, kakorkoli že. Pa dajmo 2 omejitve, ne, zakon določa najmanj 4 seje, pa bomo dali še zraven, ja, priporočamo pa, da ne bo na eni seji več kot x točk, ne vem, 10, 11, 12. Priporočilo več kot 10, 11, 12, odločimo se koliko, da jih ne bo 24. Pa predloge, a smo sposobni 10 točk predelati, a smo sposobni 3, odvisen tudi od vrste točke, ne, če je zaključen račun, je to trebno, mislim, če je proračun se sprejema, je to 300 strani. Jaz sem jih od teh 300 mora biti na hiter preletu tretjino. In pa rečem, ok, približno zaupamo, ne, govorimo po 11 milijonah, tako da glede lahko določimo maksimalno število točk, pa mogoče, ne vem, kako bi to zdaj obrazložil, glede na pomembnost posamezne točke dnevnega reda. Recimo, če gre za razvojne projekte, je treba verjetno malo več časa si vzeti. Če gre za proračun, je treba malo več časa vzeti. Očitno, če gre za kadrovske zadeve, si treba tudi kar precej časa vzeti. Če gre pa za kakšne manj pomembne zadeve, je pa to hitro rešeno. Tako da poskušajte oblikovati na odboru, kako bi to najbolj smiselno določili. Hvala. V glavnem bi šli po istem postopku kot prej.
s pripombami. Občinski svet občine Bled sprejme osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Bled s pripombami. No, zdaj pridemo pa spet na eno pomembno točko, zelo pomembno, sprejem celostne prometne strategije občine Bled in tukaj prosim našega direktorja za obrazložitev. Samo večkrat, da si poiščem. Država se je odločila, da spodbudi občine k pripravi celostnih prometnih strategij in je objavila razpis za sofinanciranje teh strategij v lanskem letu. 60 od 212 občin nas je bilo pri tem uspešnih in smo se lotili priprave teh celostnih strategij. Priprava in tudi sama, bom rekel, vsebina je nekako predpisana z enim konceptom, pa bi kar prosil, če lahko prezentacijo. In sicer gre zelo preprosto za to, da obrnemo piramido, da če je danes dejstvo ali pa skozi desetletja se je oblikovalo dejstvo, da je na vrhu piramide najmočnejše prometno sredstvo, to je avtomobil, potem, če gremo navzdol, javni prevoz, nato kolo in najšibkejši člen pešec. Novi te koncepti seveda postavljajo v najširši del piramide, ki jo seveda zdaj po novem tudi obračamo pešca in potem v obratni smeri. Zelo pomenljiv je slogan, da če načrtujemo naša naselja, naša mesta za avtomobile in promet, potem tudi dobimo avtomobile in promet. Če pa načrtujemo ta naša naselja za ljudi in javni prostor, tudi dobimo ljudi in javni prostor. Naprej prosim. Na tej shemi je predstavljeno, kako smo po predpisanem postopku zagnali proces izdelave, ki si je sledil nekje iz maja lanskega leta do te obravnave na seji. Dokument v PDF obliki ste dobili v samem gradivu, jaz tukaj pa pač bolj ta metodološki okvir predstavljam. In če gremo naprej na naslednji slajd, ugotavljamo, da smo pregledali številno dokumentacijo, ki je bila v preteklosti že izdelana in nismo odkrivali tople vode, kot temu po domače rečemo. Imeli smo številne sestanke, ki so bili predpisani z različnimi deležniki. Zadnja dva ključna sestanka potekata še naslednji torek v vrtcu in šoli. Imeli smo tudi delavnice, precej tega se je odvijalo ravno v tej zgradbi, nekaj tudi na terenu. Nekateri od občinskih svetnikov ste se občasno teh delavnic, sestankov tudi udeleževali. Opravljene so bile javne razprave, ankete, intervjuji, podana tudi nekatera medijska sporočila, predvsem v Blejskih novicah. Opravlja se ena dodatna analiza oziroma štetje prometa. Če smo do sedaj vedno šteli motorni promet, smo tokrat prvič šteli tudi pešce in kolesarje in pridobili tudi te podatke. Že to je tudi recimo ena razlika od preteklih strategij. No, tele tri sheme, ne vem koliko se vidijo, če gremo malo nazaj, pokažejo, kaj na Bledu je dosegljivo v 5 minutah tam zgoraj z avtomobilom, tisto na sredini s kolesom in tisto spodaj z avtom, čisto kot spet ena taka prispodoba. Pa pejmo naprej. Postavili smo seveda si tudi vizijo, da je Bled vsem dostopna, varna in zelena alpska občina. Ta vizija gre seveda v kontekst tudi siceršnje razvojne, ne samo občinske, tudi turistične vizije. Svoje občane želimo spodbuditi k aktivnemu in zdravemu življenju in seveda pri tem poskrbeti tudi za dobro počutje obiskovalcev. Ne bi vsega skupaj bral. Tole so neke
slike oziroma prikazi, ki so motivacijske narave, tudi tisti, ki ste pač vstopate v avlo občine, lahko ugotovite, da je tam stoji ena ta predstavitev, kako je bilo prej oziroma kako je v tem trenutku in kakšne so vizije za posamezne javne prostore izbrane tudi v bodoče. Imamo prikazano promenado, imamo prikazane recimo tipska avtobusna postajališča, spodaj levo novo avtobusno postajo na območju zdajšnjega Petrola pri policiji in ne nazadnje tudi tega velikega krožišča na samem vstopu na Bled, kjer se bosta po novem cepili levo oziroma proti jugu južna obvoznica in proti severu severna obvoznica. Gremo naprej. Postavili smo si nekaj strateških ciljev, zelo enostavnih, želimo povečati kakovost in privlačnost bivanja, želimo zagotoviti dostopnost vseh naselij, želimo povečati prometno varnost in želimo podpirati sonaravni in uravnotežen razvoj, tudi skozi vse ukrepe prihodnje ali pa že zdajšnje prometne politike. Oblikovali smo naprej 5 stebrov, 5 prometnih stebrov. Prvi steber je, da najprej pometemo pred lastnim pragom oziroma sami sebe ustrezno izobrazimo, se navadimo trajnostno načrtovati, potem pa seveda, da vse te, bom rekel, koncepte apliciramo na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in pa ne nazadnje, čemur se nikoli ne bomo mogli izogniti, tudi na področju motornega prometa. Kot sem rekel, pri prvem stebru predvsem se ukvarjamo sami sabo, tako tisti, ki pripravljamo gradiva, tisti, ki odločate v posameznih gradivih in strategijah in konceptih in načrtih in na koncu seveda tudi tisti, ki uporabljajo javne površine. Pri hoji, ki je seveda najbolj trajnosten način gibanja zlasti v naseljih, takšnega tipa kot je Bled, se zopet poskušamo ozavestiti, da so razdalje, ki jih danes še vedno premagujemo z avtomobilom, lahko dosegljive tudi peš. Če vzamem čist preprost primer, parkirišča na območju tega informacijskega centra oziroma naprej ob Seliški cesti so vsa peš, torej povezana oziroma dosegljiva iz samega središča Bleda v 5 do 10 minutah, zdaj odvisno od katere lokacije. Od tukaj do Park hotela je 700 metrov. Mislim, da govorimo o smešno kratki razdalji, pa vendarle se vprašajte, kolikokrat ste to razdaljo prehodili peš, koliko od vas je ne nazadnje, vsaj tistih, ki živite v naselju Bled, danes prišlo na to sejo peš, majčkeno razmislite, koliko metrov ali koliko 100 metrov imate do svojega doma. To je zgolj mogoče provokacija. Seveda, nekatera naselja so lažje in upam, da tudi z vsakim korakom bolje bodo povezana tudi na način kolesarjenja. Javni potniški promet je do neke mere, bom rekel, tudi že razvit, razen naselji v krajevni skupnosti Ribno, medtem ko Bohinjska Bela, ne vem, če veste, ima 17 dnevnih povezav proti Bledu in Bohinju v eno smer. Zasip 11 avtobusnih povezav dnevno v obeh smerih. Iz smeri Gorje preko Rečice 23 avtobusov v eni smeri. In vseh teh 17 plus 23 plus 11 avtobusov pelje naprej proti Lescam. Govorimo o eni izjemni frekvenci, samo nekako ne uporabljamo teh področij. Se pravi, imamo seveda tudi sive lise, izpostavljam ponovno naselja v krajevni skupnosti Ribno, ki so povezana samo z srednješolskim avtobusom zjutraj in pa tistim rednim šolskim, mogoče recimo območje železniške postaje, ki je v naselju Rečica, pa vendarle na enem skrajnem robu in v končni fazi tudi iz skrajnega roba Dob ni ravno enostavno prideti, potem pa že do, bom rekel, drugih predelov. Ampak
Mogoče zgolj v razmislek, da stvari tudi niso tako slabo že v tem trenutku pokrite, kot si marsikdo misli, ko pavšalno reče, saj nimamo javnega prevoza. Pri motornem prometu, tem, ki je v tem trenutku seveda prevladujoč in najbolj uporabljan, pa seveda gre predvsem za spremembo teh naših navad, ki sem jih pa že prej omenil. Skozi tabelarični pregled lahko ugotovite, da je seveda za vsako področje tudi podrobnejši akcijski načrt, tudi za neko oceno finančnih sredstev. Seveda te ocene so zelo ambiciozne in bistveno presegajo naše, bom rekel, dejanske zmožnosti, pa vendarle cilji so postavljeni visoko in čez 5 let, ko ne bi bila revizija tega akcijskega načrta, saj tako je predpisana strani ministrstva, bomo lahko ugotavljali, koliko teh ciljev smo tudi dosegli. No in na koncu pridemo še do mogoče tistih bombončkov, ki nam jih država daje, torej če bomo imeli sprejeto če bomo imeli sprejeto to celostno prometno strategijo, potem se bomo morda lahko julija 2017 potegovali za enega od teh ukrepov, kot jih tukaj vidite. Za sistem parkiraj in pelji bo na voljo za teh 60 občin 4,8 milijonov evrov, za kolesarsko infrastrukturo 6,6 milijonov evrov, za površine za pešce 5,5 milijonov evrov in tako dalje. Skratka, to je naša vstopnica, zato da bomo se lahko odzvali na tele razpise, ki jih Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje in tudi upam, da jih bo izpeljalo. No, potem imamo pa, prejšnja so iz kohezijskih sredstev, potem pa imamo še iz tako imenovanega sklada za podnebne spremembe v letih 17 in 18 še nekaj, bom rekel, malenkostnih sredstev, namreč vse to delte v povprečju 60, pa vidite, da približno 200 tisoč evrov pride na posamezno občino. Seveda, mi bomo zelo zadovoljni, če rečemo, da smo povprečna občina, lahko računamo vsaj na enih 200 tisoč evrov, vsaj na enem izmed teh razpisov. To je v kratkem in zelo pragmatično in preprosto povedano tisto, kar sicer lahko preberete, če se ne motim, na 42 straneh te strategije. Če tega nimamo, še na to ne moramo reflektirati, ne? To je bistvo. Pa tole si, to je pa pod vsem, še ta zadnji slajd. Pa ga ne bom komentiral. Dajem na razpravo. Zdaj tole je samo, da ugotavljam, da se z vsebino strinja Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in dajem na razpravo, pa sklepam, prosim, svetnik Brences, svetnik Sirc, svetnica Val, svetnik Žnidaršič. Svetnik Žnidaršič. Ok, lep pozdrav. Prvič se moram oglasiti, zato ker me je tudi tale zadeva, ki je, moram reči, dobro zastavljena in upam, da bo tudi šlo skozi, ampak kljub temu bi direktorja vprašal, kdaj bo krajevna skupnost Ribno dobila to vstopnico, da se bo pač vključila v ta projekt, glede na to, da nimamo ne hodnika za pešce, nimamo kolesarske steze in smo pač vezani na svoja vozila, kot se sam tudi povedal, tudi nimamo redne avtobusne linije. Hvala. Naslednji je bil svetnik Sirc, ne? Ja, jaz bi vsekakor pozdravljam to, bi se pa na nekaj druge predvsem navezal tle. V dokumentu je zapisan na eni strani mesto z gosto pozidavo, številnimi trgovinami in hoteli, zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, na drugi strani podeželska naselja, ki so po večini že izgubila svojo osnovno funkcijo, to je ukvarjanje s kmetijstvom. V nadaljevanju govorite, da nastajajo spalna naselja in tako naprej. Jaz mislim, da bomo razvoju samooskrbe kmetijstva mogli res posvečati precej več pozornosti, kot smo jo do zdaj, če želimo narediti en preboj. In se sprašujemo, ali mi to sploh v interesu. Praktično že na 3 sejah opozarjamo, da se za kmetijstvo nameni premalo sredstev. Potrebno je postaviti eno vizijo pa začeti delati. Če se orientiramo
samo za primer, naprimer na šolo in vrtec, v enem letu potrošita približno 300 tisoč evrov za prehrano. In dejansko, če vzamemo 20%, ki jih lahko po zakonsko počrpamo tako, da preko naročilnic, iz javnih naročil, je to cirka 60 tisoč evrov denarja, ki lahko ostane v kraju. Naprimer z mlečnimi izdelki bi lahko zapolnili mlečne kvote, tudi pri cenah bi lahko konkurirali. Tle govor dejansko o pogodbah, ki se lahko sklenejo za daljše obdobje. Potem je tu predelava medu in tako naprej. Tekom projekta samooskrbe, ki je bila naša iniciativa, se že nekaj časa ukvarjamo, dosegamo neke rezultate in se trudimo, da bi spodbudili tudi večje zanimanje. In dejansko smo že dobili kar nekaj ljudi, ki so zainteresirani sodelovati in sodelujejo. Se pravi, bojim se, da če jim bomo zdaj obrnili hrbet, da bojo spet nekako izgubili interes za sodelovanje. Turizem in kmetijstvo gresta zelo lepo skupaj. Praktično je to ena redkih gospodarskih panogov, ki skrbi za naravo, ki je vir našega turizma. Na drugi strani pa nočete industrije. Industrije nočete, kmetijstvo pa lepo sovpada s turizmom in naravo in to zanemarjate. Jaz upam, da bomo le majhen več naredili na tem področju. Hvala. Še svetnik Brence. Ja, jaz to seveda pozdravljam pripravo celostne prometne strategije zaradi tega, ker občina to košta v prvi fazi samo 12 tisoč evrov, ostalo sofinancira Evropska skupnost, to pomeni kohezijski evropski sklad, pa delno proračun Republike Slovenije. Skupaj ta strategija 40 tisoč evrov. Če teh projektov ne bo pripravljenih, pač ne bomo mogli kandidirati na državne evropska sredstva, ki so pa kar v višini 45 milijonov jih je možno dobiti po strukturi CPS 2 milijona, sistem parkira in pelje 4,8 milijonov in mehanizem CTN, ki se vem, kaj pomeni, 21 milijonov. Se pravi, projekte je treba delati na zalogo, da takrat pride do teh razpisov iz Evropskega kohezijskega sklada, da projekt potegneš iz Radena in pač da ima sploh možnost kandidirati. Sliši se fajn, da je v 212 občin, 60 občin pač pristopilo k temu, pomeni, da imamo konkurenco 4krat manjšo kot občin, bomo kar nekaj šans imeli. Tako da ja, strošek ni velik, projekt na zalogo, črpanje bo kratko, 2020 naj bi se zaključilo, pomeni ja, hiteti pa projekte izdelati. Tudi kolesarske steze, tudi površine za pešce, ker brez projekta na teh razpisah pač ne gre. Hitite. Hvala. Hvala. Varlova se mislim, da zmorila. Ne. Dobro, zdaj izraženi na nek način sta bili dve mnenji, pa eno čisto konkretno vprašanje. Vstopnica za krajevno skupnost Ribno se že tiska. Dajte, pri teh stvareh v bistvu sta dve, recimo, če zdaj zelo preprosto govorim najprej o urejanju nekih površin za pešce pa kolesarje, ker te so take bolj, recimo, en sklop skupni. Vedno obstaja dilema, ali najprej poštimati znotraj naselij, ali je večja prioriteta med naselji, ker imamo pač struktura Bleda je takšna, da ima Bled recimo 3 večja satelitska oziroma v krajevni skupnosti celo več naselij. Torej, kaj je večja prioriteta in tukaj je vedno dilema. Vsega naenkrat se pa seveda ne da. Seveda potem se delajo tudi različni miksi, kot naprimer recimo na področju krajevne skupnosti Ribno, kjer smo se vsem dogovorili, da se vsaj Cankarjeva cesta kot prometno najmanj obremenjena, z motornim prometom najmanj obremenjena trenutna povezava poskuša čim bolj, bom rekel, zagotoviti še neka dodatna varnost za začetek z javno razsvetljavo, tako da se vsaj osrednje naselje, to je Ribno, poveže na ta način in pa z določenimi drugimi ukrepi omejitev prometa.
za začetek, če drugače ne gre. Vemo pa, da se na področju samega Ribenga tudi zdaj novelira ta projekt pločnika vzdolž cele izletniške ceste. Na drugi strani tudi ukrep v naslednjih 14 dneh preplastitve številnih cestnih odsekov, naprimer od Alpskih blokov do Koritnega, vseeno omogoča, bom rekel, vsaj rečemo za segment kolesarjev bolj komoditetno vožnjo. Ne toliko v smislu širine pa varnosti, ampak vsaj po gladkem se bomo peljali, ne pa več po teh luknjah. Skratka, to so neke čisto konkretne zadeve v tem trenutku oziroma v letošnjem in naslednjem letu. Se pa v naslednjih praktično tednih oziroma mesecih pripravlja nov razpis za izvajalca šolskih prevozov, ker se sedanje obdobje 5-letno izteka in v tem razpisu bomo upoštevali tudi možnost uporabe šolskih avtobusov za tako imenovani integriran prevoz, torej tudi za navadne občane, kar do sedaj ni bilo možno, z novim razpisom pa bo in tukaj, kot rečeno, bo prvi poudarek dan ravno temu, da poleg rednih avtobusnih linij, ki jih izvajajo državni koncesionarji iz prej omenjenih naselij, občina poskrbi tudi za naselja v KS Ribno, vsaj nekaj povezav dnevno. Kar pomeni praviloma s 1. septembrom to zafunkcionira. Gremo na glasovanje. V sklepu občinski svet občine Bled sprejme celostno prometno strategijo občine Bled. 15 za. 15 za, sprejeto. Gremo zdaj, mislim, da na krajšo točko sprejem osnutka odloka o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno. Še enkrat prosim direktorja uprave. V letu 2016 je bila na območju poslovno-stanovanjskega kompleksa Selišče zgrajena nova ulica. Pravzaprav se navezuje tukaj na vogalu te stavbe na Kajuhovo, potem pa zavije okrog tovarne Kovinska na Seliško cesto. Ta naj bi bila po novem ulica Jule Vovk-Molnar. V letu 2017 oziroma v naslednjih, spet bom rekel, kratkoročnem obdobju se bo pa zgradila tudi nova uličica, pravzaprav na samem začetku Ribenga, kjer je predvidena stanovanjska pozidava 8 hiš in ta ulica naj bi bila poimenovana po pokojnem Radu Mužanu. Vsebino se strinja tudi odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in na podlagi 73. Ja, boste razpravljali kaj? Mislim, ni. Na podlagi 73. člena poslovnika občinskega sveta občine Bled predlagam sprejem odloka po skrajšanem postopku in zato dajem na glasovanje najprej sklep. Odlok o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno se sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. 15 za. In potem še naprej. Dajem pa še sklep. Občinski svet občine Bled sprejme odlok o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno. Še enkrat glasujte. Hvala. Enotno sprejeto. Mislim, da sta do svoje ulice pa šla dva zelo zaslužna, nažalost nekdanja občana. Ena z pretekle dobe in pa z polpretekle. Hvala vsem za to. Točka o sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest. Prosim še enkrat direktorja za obrazložitev. Delno iz podobnega razloga kot prej, torej zaradi novogradenj cest, delno iz razloga, da smo na nekaterih
cestah uspeli pridobiti lastništvo oziroma podaljšati ulice, se sprejema nova kategorizacija oziroma dopolnilna kategorizacija posameznih odsekov. Dva odseka pa v bistvu tudi spreminjamo v narekovajih njuno namembnost, in sicer stara cesta v Betinu se ne vodi kot kolesarska, ampak še vedno kot javna cesta. Ravno tako je na delu Črtomirove sedaj uvedena pest cona oziroma mešana površina za kolesarje in pešce, torej tukaj mimo Mercatorja. Ta dva odseka se pa ima spreminja kategorizacija. Odbor za prostor, infrastrukture, varstvo okolja se strinja s tem, ali bi se kdo prijavil k razpravi? Razprave ni in bi tudi tukaj na podlagi 73. člena Poslovnika občinskega sveta občine Bled predlagal, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku in najprej dajem na glasovanje sklep odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest se sprejme po skrajšanem postopku. Hvala, enotno za. In potem še sam sklep. Občinski svet občine Bled sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest. Še enkrat glasujte. Ta sklep je enotno sprejet. Gremo lahko na naslednjo točko, sprejem osnutka odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled. Pa še enkrat prosim direktorja za obrazložitev. Zakon predvideva, da se odloki o določitvi komunalnega prispevka na območju posameznih občin ažurirajo vsake 2 leti, glede na pretekla vlaganja občin in predvidena vlaganja občin. Prejšnji odlok je bil sprejet spomladi 2015. Sedanji, po 2 letih, kot rečeno, ga ažuriramo in s posebno metodologijo, ki jo imate tudi posebej v prilogi, obširno prikazano in razloženo, z vnosom, po domače povedano, vseh novih investicij in planiranih v naslednjih 2 letih ali pa tekočih 2 letih, dobimo nove vrednosti te infrastrukture. Na ta način seveda pride tudi do povečanja praviloma, povečanja komunalnega prispevka, v našem primeru za približno 4,2 odstotka. Seveda lahko bi se zgodilo, da tudi ne bi nič vlagali v to infrastrukturo, kar pomeni, da bi bila danes vrednost osnovnih sredstev nižja in v takem primeru bi se lahko ta komunalna infrastruktura tudi pocenila. Ampak glede na to, da smo samo v lanskem letu investirali 4,5 milijone evrov v infrastrukturo, se seveda to nekje odraža tudi na teh vrednostih in cenah. Zelo preprosto to pomeni, da povprečna novogradnja na 600 kvadratnih metrih gradbene parcele v neto tlorisni površini 250 kvadratov na tej simulaciji, ker je takih individualnih hiš tudi največ na Bledu, pomeni, da se ta komunalni prispevek podraži iz 12.259 evrov 12.773 evrov oziroma za 513 evrov na takem tipičnem primeru. Takih novogradenj je na Bledu približno 10 na leto. Nekatere od teh novogradenj, od teh 10, konkretno 2 do 3 so klasične, bom rekel, stanovanjske hiše, nekje 6, 7, morda 8 hiš je pa takih, ki imajo kombinacijo tudi z poslovno dejavnostjo, pretežno oddajanjem sob in apartmajev. V tistem delu se jim za del, vendar ne več kot polovico objekta, poveča ta komunalni prispevek še za 30%. Tako da potem v praksi pridemo nekje na 15-16 tisoč evrov za eno tako novogradnjo. Seveda, ta komunalni prispevek vpliva tudi na druge vrste objektov, ki so pa razmeroma redki, vsaj novogradnje ali pa rekonstrukcije. Morda povem samo to še, da tudi ena od vsebinskih sprememb tega odloka je, da pa bistveno znižujemo komunalni prispevek za kmetijske objekte.
in sicer iz prejšnjega, bom rekel, poslovnega faktorja celo zdaj na faktor 0,7. To je pa tudi res v kratkem vse, so te bistveni poudarki. Morda še to kumulativno se tega komunalnega prispevka zbere za približno v tem trenutku 100 do 120 tisoč evrov letno. Tako da ne bom rekel, da je ravno zanemarljiva številka, govorimo pač o učinku nekje 4-5 tisoč evrov na letnem nivoju oziroma v 2 letih, ko bo ta odlok veljal 10 tisoč evrov kumulativno v samem bom rekel, v samem proračunu, razen, če se bo zgradila kakšna večja zadeva. In ena takšna od večjih zadev se planira, ne bom, ker je zadeva že javna in sploh ni noben problem, gre za recimo bencinski servis nov ob Seliški cesti, tam ker gre pa za večjo gradnjo in ker gre za poslovni faktor 1,3, tam pa to seveda ni več zanemarljiv denar, ne. Če govorimo pri individualnih hišah o 500 evrih, govorimo tam pa seveda o vsem o nekaj tisoč oziroma mislim, da je razlika kar preko 10 tisoč evrov. Kar pa je, bom rekel, pomemben in verjetno z, bom rekel, podlagami, ki jih daje OPN in tudi določenimi spremembami, ki se v tem trenutku dogajajo na področju lastništva posameznih vil in pa hotelov. 2 hotela sta v tem trenutku dobila novega lastnika, posod so v igri neke rekonstrukcije. Mislim, da pa ni tako nezanemarljivo, da teh 4,2% povečanja tudi ujamemo. Hvala. Se kdo prijav k razpravi? Svetnik Ignjatovič. Prosim. Čisto laično bom vprašal, kje je ta magična številka, ki se bo to ustavila? Recimo, ne vem, da je parcela na Bledu 50, 100, 150 tisoč, tukaj pa košta priklop 2 plastičnih cevi 13 tisoč. 10%, da ne govorimo ostalo. Po takem izračunu laičnem prideš, da pod 300 naši mladi ne bojo gradili. Mislim, ne najdem, še par let nazaj je bilo 4 do 5 tisoč. Ne vem, plin ti pripeljajo do bajte, pa priklopiš začnejo računati za ston. Kabelsko ti pripeljajo do bajte. Ne vem, kje se bo to ustavilo? Ne vem, v čemu je to samo dvigovanje. Se vem, da je treba omrežje vzdrževati, ampak ga plačujemo, jaz sem 42 let na Bledu, ga skozi plačujemo maksimalno, pa enkrat bo pa ja vzdrževano. Da ne začnem zdaj okrog komunale, ker imam nekih informacij. Ne razumem, jaz bom glasoval proti. Hvala lepa. Glejte, to so vaše odločitve, ne? Na eni strani seveda vsi skupaj težimo k novim investicijam, pač čeprav so to manjši viri, pa vendarle so viri in dolgoročno gledano in v tisti kumulativi, ki sem jo prej predstavil, zlasti, ko se nam, bom rekel, ta nepremičninski, bom rekel, zdaj po moje val približuje. Prosim, tukaj lahko sicer bolj ugibamo kot ne, jaz sem najprej navajal statistiko glede individualnih hiš, mislim, da to niso več tako zanemarljive številke. Seveda, kje se to ustavi? Nikoli se ne ustavi. Več, ko investiramo, dražja je ta infrastruktura in seveda s tem tudi večja komoditeta. Prej ste spraševali, kdaj se bomo vozili po novih kolesarskih poteh. Hitreje, ko bomo ta denar zbrali, prej se bomo vozili. Jaz mislim, da vsem to niso tako zelo, bom rekel, veliki skoki, v 2 letih 4,2%. To je pa čist navadna inflacija, po domače povedano, ne. To je eno dejstvo, drugo dejstvo pa je, tukaj ne govorimo o 2 plastičnih ceveh. In če bi si podrobno prebrali, mi za plin in za telekom in za telemah in za elektriko nič ne zaračunavamo, zaračunavamo izključno za javno infrastrukturo v lasti občine. To pa so sorazmerni delež cest, sorazmerni delež javnih površin, tudi parkovnih, tudi sprehajalnih, sorazmerni delež kanalizacije, sorazmerni delež vodovoda. Tako so tudi parametri tamle noter navedeni in točno se vidi, koliko od
teh, bom rekel, posameznih vrst infrastrukture tudi vpliva na sam izračun. Največ vplivajo ceste in javne površine, ne. Tako da stvari, glejte, niso tako, bom rekel, kar pavšalno dve plastične cevi. To niso samo po sebi umevne zadeve, ne. In tudi to, kar se vam danes dogaja na vaših ulicah in v naših naseljih, ne, ni samo po sebi umevno, ne. Lahko dodam še kaj? Samo takole, ustavi se cena. Ja, če je kdo še prej, ne vem. Samo rekel bi, ustavi se cena. Pred leti, ko smo upeljali NUSZ, sem dobil nalogo, da v Sloveniji vse občine preverim, kako se NUSZ, ker nam je Govc tlele pobral 100 000 v zaki, da nismo imeli za plačo. Sem prišel do Moravskih, bom skratil. Je rekel župan takratni, je rekel, mi tega nimamo. Se rekel, kako? Celo Slovenijo se da vsko samo vi. Mi za to občino turizma gradimo z lastnimi sredstvi, z lastnim odrekanjem. V Moravskih Toplicah noben ne bo NUSZ-ja. Še danes ga ne plačajo. In ne pravi, da se ne da ustaviti. Ustavi se. Imajo pa poseben zakon o Prekmurju. Ne, samo Moravske. Ja, občina ima čist drugače to. Ja, zato, ker so vlagali v turizem. Država in ceste in še tako naprej. Ja, ne vem, jaz sem zdaj konkretiziral. Popolnoma neprimerljivo je to. Ja, okej. Še Brence, no. Ja, če smem, tle smo malo pomešali, kaj je nadomestilo za uporabo stavbne zemljišča in kaj je komunalna taksa, ki se jo plača izdajo gradbenega dovoljenja. Popolnoma dve ločeni zadevi. Po mojem mnenju z malo sebičnega stališča bi bilo zelo neumen to ne požegnati. Štrafam bo morbiti teh 10 investitorjev, vsi skupaj za morbiti 5000 evrov, hkrati bo pa proračunski prihodek občine Bled samo iz naslova investitorjev bodo gradili na Selišah, bodo kar podobni zneski. Ne pozabiti na zadnje, da tudi za vsako cesto, ki jo gradila država, bo država zavezanca, investitor zavezan za plačilo preteklih vlaganj. Ko bomo delali pločnike, seveda tiste bomo mi zavezanci, pa hkrati bomo zavezanci za plačilo, pa hkrati bomo tudi komunalno takso dobili. To se pravi, neto izplen za proračun bo pozitiven, velika večina bremena pa ne bo na, ali pa rekel, čez 90% bremena bo pa na investitorjih, ker je ta infrastruktura bistveno dražja, če delaš ceste, če delaš to. In še plačnik ni občina. Nespametno bi bilo se tega denarja odpovedati in podatek, recimo jaz ga lahko povem iz svojega, pred 10 leti je bila komunalna taksa 10 000 evrov, zdaj pa za podobno parcelo, ki sem sam plačal, zdaj pa 12 000, v 10 letih je šlo za 20%, gor približno 2% na let, stopna inflacija. Zadeva se nič ni kaj dosti spremenila. Skratka, zadevo je za požegnati, zato ker bojo neto vplivi na proračun občine Bled kar spodobni. Plačniki, zavezanci za plačilo komunalne takse pa ne bojo po veliki večini, bojo prišli drugot. Samo na Selišah bo bistvena razlika. In ne pozabiti, ne, enkrat smo te pretekla vlaganja, sem še sam nasprotoval, za že obstoječe zgradbe na Selišah smo se celo odrekli, takrat smo zgubili v proračunu cirka 50-60 000 evrov in zdaj bi bili pa zelo nori, če ne bi pa novim investitorjem pa to komunalno takso zaračunali. Nori bi bili. Odrekamo se denarja, lahko preteče v proračun na najbolj elegantni način. Proceduralno lahko? Tukaj bi pa samo dodal, da direktor razloži, kar se tiče teh 37 hiš na policiji. Te pa sploh ne spadajo tukaj, te imajo dvojno, 25 000, da ne boš zamešal, kolega Brence, brez zamere, ker bojo delno oni tudi plačali, ker presega in teda, to ne razloži direktor, tako da ne bomo tle zdaj mešali hruške pa jabolka. No, zdaj sem samo omenil kot primer, kad dobra občina sebe ščiti, zato ker smo bili tako pridni, bomo prišparali. To sem kot prispodobo dal, NUSZ nima veze seveda s kanalizacijo. Za Seliše oziroma za Polico si se pa zmotil, ker bo pa 25 000 na hišo. No, naj me demantira. Ja, lejte, posebna območja, kot so Seliše, kot so OPPN-ji, torej Koritno in podobno, se izračuna posebej. In takrat se boste lahko odločili. Po stroških, ki jih bo potegnilo Koritno za sabo, bi bilo to 35 000 evrov. Hipotetičnih. Ampak ta občinski svet se bo odločil, a bo komplet stroške
naprto novim 37 graditeljem, ali pa bo rekel ne, do tukaj še gremo, pa bo takrat rekel 15, 20, 25, jaz govorim v prispodobah, ne, ostalo bo šlo pa iz proračuna, ker je dejstvo, da se tam rekonstruira tudi obstoječa cesta, ki gre že sicer do Koritnega in tako dalje in tako dalje, ne. Recimo v primeru Seliš smo 100% vse zaračunali tem recimo velikim investitorjem. Verjetno, domnevam, vsaj verjetno predlog strani, bom rekel, pripravljalcev in občinske uprave bo, da bomo tam šli na neko še razumno mejo. O razumni meji se bomo pa pogovarjali takrat, ko bomo imeli kalkulacijo na mizi. Zdaj govorimo pa o tistih, kjer pa niso posebni programi komunalnega opremljanja, se pravim, lahko bi šli zdaj, govorimo o povprečno 10 individualnih hišah letno in pa o nekaj pričakovanih investicijah, eno, naprimer, sem omenil, pa verjetno jih bo še nekaj, ampak se pravim, to so vse zelo špekulacije, ker ne vemo, a bo letos, ali bo drugo leto, ali bo čez 2 leti, zagotovo se pa ta serija zdaj odpira. In to so pa območja izven teh posebnih območij, ne. Torej, recimo konkretno, bencinski servis ob Seliški ni del Seliš, ampak bo šel pod ta komunalni prispevek, ne, naprimer, ne. Izvzeči v začetku. Mislim, da lahko zaključimo in mislim, da bistvenih vsebinskih pripomb na besedilo odloka ni začutiti in da bo tudi v drugi obravnavi besedilo odloka enako kot je zdaj. Predlagam, da se sprejme po skrajšanem postopku in zato dajem na glasovanje sklep odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled se sprejme po skrajšanem postopku. Glasujte. 14 za, v redu. In bo še sklep. Občinski svet občine Bled sprejme odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled. Glasujte še to. Hvala. A ste tudi za? 14 za. A nič proti? Pridemo na točko, kar pomembno spet, sprejem osnutka odloka o plovnem režimu po Blejskem jezeru, seveda osnutka. Še enkrat prosim direktorja za obrazložitev. Na inicijativo posameznikov in nekaterih civilno-družbenih organizacij oziroma društev je prišlo do oblikovanja tega delovnega predloga. Konkretnih posameznikov tukaj ne bi navajal, ki so pripravili številne svoje poglede in pa predvsem redakcijske popravke odloka, ki se je pač po eni sezoni vsaj v posameznih vidikih izkazal mogoče kot še ne povsem dodelanega. Zato se je pač tudi župan odločil, da ga v taki prečiščeni obliki uvrsti na točko dnevnega reda, da se o tem opravi razprava. V vmesnem času so se oglasili tudi še številni drugi, naprimer Jadralni klub in druge, bom rekel, organizacije in posamezniki, ki so podali svoje pobude in vprašanja. Vse te stvari se zdaj na nek način vključno z razpravo na odborih in današnji seji zbira kot pripombe iz javnosti in se bo potem na podlagi vsega tega ponovno zbranega materijala ta odlok, kot rečeno, dodelalo, izboljšalo, da bo v višku turistične sezone možno tudi mogoče še kakšen dodaten ukrep za izboljšanje stanja tudi na področju plovbnega režima na Blejskem jezeru uvesti. Sam osebno menim, da glede na to, v kakšnih okoliščinah je v lanskem letu ta odlok bil pripravljen in s kakšnimi kompromisi in kako je ta sezona v lanskem letu
potekala, stvari ne vidim, bom rekel, toliko problematično, kot jih morda nekateri predstavljajo, pa vendarle dobro voljo vsi skupaj tukaj kažemo in mislim, da je treba pač iskati res te izboljšave. Ne glede na to, kdaj in v kakšnem fazi bo ta odlok sprejet, se bo tudi že obstoječi izvajal. Izkoriščam priliko in naj povem, da tudi vsi tisti, ki so bili zavezanci za plačilo pristojbin, so jih tudi poravnali, res da lani na neformalen način dogovorjeno šele proti koncu leta. Letos bomo pa pač skladno z odlokom pohiteli in ne nazadnje iz tega denarja se že v tem trenutku obnavlja pristanišče na Mlinem, obnovili se bojo tudi drugi pomoli, vzpostavil se bo še dodaten, bom rekel, red na otoku. Skratka, vse tiste zaveze, formalne iz odloka ali pa neformalne iz takšnih ali drugačnih dogovorov, praktično se izpolnjujejo v veliki meri. Hvala lepa. Z vsebino se strinja tudi odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Se kdo prijavil k razpravi? Svetnik Žnidaršič, svetnik Brence. Svetnik Brence. Sam sem pri tem civilno gibanjem sodeloval, tako smo se srečali enkrat z ribiči in z njihovim predstavnikom, odvetnikom Bajželom, pa z inšpektorjem, zainteresiranim občanom, ki je do neke mere okoljevarstvenik, potem z zelenimi na Bledu, večkrat po nekaj ur smo skupaj sedeli na komunalnem redarstvu, pa tudi na občini Bled. Odlok je najmanjši možen imenovalec tistega, kar so posamezniki pač hoteli, da se odlok napiše. Če bi vse zapisali, bi bila to ena knjiga z 200 listom. To pač ne gre. Odlok mora biti jasen, čim bolj. Nekaj se nam je pa zapisalo, jaz sem danes sicer še enkrat to bolj detaljno pregledoval in bom samo na hitrico naštel, kaj bi bilo potrebno izboljšati v tem osnutku odloka. V 11. odstavku 7. člena in 4. odstavku 11. člena je zapisana kazen, da recimo, če tujec zaide iz plovnega območja, bo štrafan za 800 evri. Dvomim, da Korejc bo prebral to, kje sme pluti z supan čovnom, karkoli že, in bo za to 800 evrov kazni plačal, se mu bo verjetno utrgal. Zato je bila bolj primerna višina kazni 500 evrov. Seveda so bile te kazni drastično zvišane na predlog enega od udeležencev. Skratka, bistveno znižane v tem primeru kazni. Pri 10. alineji 2. odstavka 12. člena je slovnična napaka, ki se odpravi plovilo pod, in pri 10. kar pa zelo pomembno, 10. alineji 2. odstavka 12. člena je pa pripis napačna merska enota za količino krvi, alkohola v krvi organizmu, kjer je 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali na 24 mg alkohola, gre za nove merske enote. Pa tle je še ena težava z enim pravilnikom, okorkoli že bi bilo treba potem tudi definirati, kdo bo te preizkuse o pijanih ljudeh, ki se vozijo po jezeru, upravljal. Jaz mislim, da je pravzaprav kar eden tam, ki se ukvarja z eno komercialno dejavnostjo, vemo, da je na supo čovnu, to preprosto ne sme narediti, pa tudi kvalificirani, da bi to počenal. Se pravi, bo treba to z enim pravilnikom urediti. Zdaj, ali to pa vzamemo pravilnik v zakonu o pravilih cestnega prometa ali pa s pravilnikom, kot je urejeno za preizkus recimo na delovnem mestu. Potem je v 5. odstavku 14. člena se je pač zapisalo, da morajo dovolilnico imeti vsa plovila. Po zakonu o plovbi po celinskem vodah so plovila vsi, tudi kanu-sup, pomeni, da je to sploh neizvedljivo. Verjetno velja dovolilnica za pletne, pa morda za lesene čovne. Skratka, večkrat se ta napaka ponovi, plovilo se nadomesti s pletnom ali pa s čovnom. Pa še nekaj takih manj pomembnih zadev je, morda je še to pomembno, kako se nadomestne dovolilnice izdaja,
seveda takrat, kjer čovn okvari, to je že v osnovnem odloku napisan, ker je pa treba takrat narediti vlogo, pa potem občinski pristojni organ v tej vlogi razplavlja in potem izda nadomestno dovolilnico. Verjamem, da bo ta postopek trajal vsaj nekaj dni, in bomo pač nekatere ljudi štrafali, pa ne bodo mogli svoje dejavnost upravljati oziroma jim povzročali gospodarsko škodo. Zato bi bila mogoče boljša dikcija, da je mogoče, ne vem, samo kot istočnico za razpravo, mogoče na 5 plovil, ki jih nekdo sme komercialno izdajati, da sme imeti eno plovilo v rezervi, če se mu okvari. Zdaj, zakaj to? Kjere okvare so, pa se zlom tisti nastavki za vesla, pa se naslom sedala, skratka, vse sorte so lahko naredili, mora imeti nadomestno vozilo. Zdaj, če poleg da čovn, tam jih imam, se mi zdi 5 ali 6, se mu polom tiste nastavk za veslati in kaj bo? Nadomestnega čovna nima, čovn bo pa na jezeru. Preprosto ne pije vodo. Jaz sem vse te pripombe, sem jih poskušal tudi s pomočjo drugih, pa da smo nek pravilen pravni jezik spravili. Smiselno sem zdaj najbolj kritične zadeve, popravke obrazložil. Sem pa to pisanje posredoval tudi pred nekaj uram gospe Žumrovi, da pregleda, pa da seveda tudi pravna služba to do dobra uskladi. Gre za pripombe seveda tudi teh okoljevarstvenikov, na drugi strani gospodarske dejavnosti, skratka nesmiselne določbe ali pa težko izvedljive določbe, neumno zapisati odlok, če pa pravzaprav to ne moreš izvajati. Je pa vse stvar seveda debate, samo zdaj je lažje na to opozoriti, kot kasneje v drugem branju v obliki amandmajev to potem popravljati. Skratka, to pisanje bo šlo tudi na šefa medobčinskega inšpektorata, gospa Žumrov že ima in mogoče obvestim tudi tiste, ki so pripravljali, pa lahko to pisanje tudi posredujem tistim svetnikom, ki želijo to imeti, pa seveda Ribičem, pa kaj vsem, kjerem vsem teh, pa jadralnemu klubu se javil, skratka vsem ne, da se eno smiselno zadevo naredi, je podlog treba samo mečkam dodelati, popraviti, ker očitno odlok, ki je bil lansko sprejet, nekako deluje in je več reda in samo, ja, pohvaliti, da smo bili lanske toliko trmasti, da smo ga sprejeli, letos ga še malo izboljšajmo, pa bo zadeva pila vodo, pa še toliko težav namo imeli z raznimi inšpekcijami, pa ne nazadnje 150.000 evrov pa ta odlok prinaša v občinski proračun. Hvala lepa za potrpežljivost. Hvala, Janez, zato, ker se v to poglobil. Še svetnik Šideršič. Hvala za besedo. Jaz bi se pa na pobudo nekaterih krajanov Mlina oglasil v zvezi s 7. člena 4. točke, ki določa za te individualce, ki se ne ukvarjajo z oddajo čovnov. Sicer tam na Mlinem, vsaj kar sem jaz tlele zasledil, ne bi bila 2 taka priveza za te, ki imajo že od nekdaj svoje čovne, pa jih zanima, kje točno bo ta privez, kdaj bo privez zgrajen in ga bo mogoče uporabljati, kaj se zgodi, če je interesa več, kot je privezov, ker če sta 2 priveza, pa če so 3 interesenti, in pa seveda, ali imajo prednost tisti, ki so že imeli pravico priveza na Mlinem in jim je bila v letu 2016 odzeta. Hvala. Na to zdaj težko odgovorimo, no. To je vse temelji na občinskem prostorskem načrtu. Je točno napisan. Kje pa zdaj tudi se začenja? To se pravi, če sem prav razumel, letos ne bo privezal tam. Ok, hvala. Svetnik. Če prav razumem, glede pristanišča, ki so, imajo pač čovne za oddajanje, recimo pletne, zato ja. Praktično za privezov dodatnih, za prišleke ali kakorkoli, ali pa tako, mislim, da ima isto vprašanje, pa zaenkrat ni, ne? Se prav razumemo? Ne, čistko, samo vprašanje, pa je to številčno omejeno kjerkoli. Tako. Ok, hvala.
Za vse želje in potrebe bi ne pet jezen Canemen. Ja, tako vem, ja. Dobro, če smo zaključili to, bi šli lahko na sklep, se gre šle v osnutku, ne. Občinski svet občine Bled sprejme osnutek odloka o plovnem režimu po Blejskem jezeru. Prosim, da glasujete. Glasovanje za osnutek. Bombami, ja, sej. Sej se bodo... Ok, 15 za. Hvala. Zdaj bomo še na to novo točko. Sprejem dopolnjenega osnutka odloka o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta ožje središče Bleda. Še enkrat prosim direktorja. Ja, kot sem že pojasnil na odboru in pa na komisiji statutarno-pravni, je pravzaprav ta točka bila že v samem načrtu, da se uvrsti na dnevni red, vendar smo enostavno pripravljalec ni uspel zagotoviti dveh mnenj, in sicer mnenja o ustreznosti oziroma o potrebnosti celostne presoje vplivov na okolje, za katerega vemo, da ne bo potrebno, ampak je to papir, ki ga rabimo, tako kot to seveda ta presoja vplivov na okolje ni bila potrebna za sam originalen dokument. Drugo pa je, da še ni prispelo mnenje Ministrstva za kulturo, ker je bilo, čeprav je Zavod za varstvo kulturne dediščine že izdelal to mnenje, ampak je prišlo čisto do postopkovnega, bom rekel, zapleta, da bi morala vloga biti poslana na ministrstvo in ne direktno na zavod. Včeraj je sicer to zadevno tudi potekal en sestanek med predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine in občino, tako da računamo, da bomo tudi to prejeli v naslednjih dneh. Skratka, nekih, bom rekel, zdaj teh formalnih razlogov, zaradi katerih smo se odločili, da gradiva ne uvrstimo sprva, ni več oziroma bodo v naslednjih dneh odpravljene. Je pa potem se sama družba Diagnostični center obrnila, kot veste, na občino, da bi pa kljub vsemu se ta obravnava izvedla, kajti grozi jim tudi gradbena inšpekcija zaradi legalizacije dveh objektov. Eden je tam konkretno restauracija Labot, ki je že praktično 15 let, pa se je zdaj izkazalo, da gre za neskladno gradnjo, drugo pa je, pač so ta nova parkirna mesta pod samim diagnostičnim centrom, kjer je pa tudi eno neskladje z sicer izdanim gradbenim dovoljenjem, in zato, da ne bi tukaj si delali nepotrebnih stroškov z grožnjami inšpekcijskih služb, po drugi strani pa, da tudi ne nazadnje inšpekcijske službe dobijo zagotovilo, da je občina te zadeve in pa pristojni nosilci urejanja prostora, da so te stvari akceptirali, prosijo za to pač prednostno na nek način izredno obravnavo. Seveda, ukolikor bi pa vseeno prišlo do kakšnih zapletov, potem se pa ta odlok sam vrne v fazo osnutka. Da pa ni stvar samo zaradi tega, bom rekel, ni bila pa pripravljena ta sprememba samo zaradi teh intervencij, ampak imamo v postopku tudi čisto redne spremembe, in sicer dve sta vezani oziroma ena je vezana na samo rekonstrukcijo povezave med hotelom Jelovica in pa hotelom Jekler, kjer se umešča tudi zunanje stopnišče in pa dvigalo, kajti stari hotel Jekler ima notranje stopnišče, veste pa, da je bil v preteklosti razprodan, etažiran, in da to pomeni kar eno veliko težavo, kako skonsolidirati vse te lastnike, in se tukaj pač glede na, tudi to lahko zdaj že javno povemo, zamenjavo lastništva hotela Jelovica v teh dneh in pa s tem tudi postopno konsolidacijo starega hotela Jekler pod enotno streho, ponovno po desetletjih. V bistvu dogajajo zelo pozitivne spremembe na tem območju in seveda je lahko pričakovati v kratkem tudi bom rekel, rekonstrukcijo tega hotela in s tem tudi, da se ne bi takrat,
ko bi prišlo do teh vlog za gradbeno dovoljenje, ponovno vračali in ponovno odpirali prostorskega akta, se tudi to že v tem trenutku zagotavlja. Sicer pa z samim originalnim OPPN-jem, kot veste, smo hotelu Jelovica omogočili kar precej, bom rekel, izboljšav, tako kot drugim objektom na tem območju. Četrta sprememba se pa nanaša na samo izvedbo javnega natečaja, zopet v delu, ki se tiče hotela Park, in sicer govorimo o tem, rečemo, prizidku hotela ali pa podaljšku hotela Park proti Ljubljanski cesti in promenadi, kjer so danes nekateri lokali, kot je Stop, Mana in podobni, ki so vsi predvideni za rušenje in novogradnjo tam, bom rekel, nekega novega tega podaljška hotela Park z prednjo linijo lokalov v samem, bom rekel, notranjem ali pa podzemnem delu še dodatnih kongresnih kapacitet, na vrhu pa pač neka razgledna terasa z lokalom in pa tudi predvidenim, ukolikor se bodo seveda stvari tudi v to smer razvile, turistično-informacijskim centrom kot neko morebitno nadomestilo tistega, ki je zdaj obstoječ, kjer je pa seveda stvar tudi pogodbenih partnerjev, do te realizacije pride. Skratka, prostorska podlaga in pa gradbena podlaga za to je že obstoječa, treba je pa seveda samo korigirati gradbene meje. Drugih večjih, bom rekel, sprememb natečaj v smislu prostorskega akta ni prinesel, tako da se bo lahko potem tudi pričelo z samim konkretnim projektiranjem. Tukaj spet samo izkoriščam bolj, bom rekel, postransko zadevo, da je Savo tudi usklajeno, da bo, tako kot je sofinancirala sam postopek natečaja, 1/3 je zdaj tudi pristopila k podpisu pogodbe za samo projektiranje. Vrednost pogodbe je namreč 360 000 evrov bruto in dobro tretjino, ja, tako bom rekel, dobro tretjino plača Sava. Tako da to so zdaj, bom rekel, kar konkretni premiki, ki nas peljejo pa tudi k poti, bom rekel, k bližnjici do te prenovljene promenade. To je sicer majčkeno rahlo izven konteksta, ampak se mi zdi, da je tudi pomembna informacija, da jo zdaj dobite v tej luči. Skratka, ukolikor, kot še enkrat, če povzamem, pač izredne razmere vezane na to točko, kolikor se pridobijo, tako kot je dogovorjeno, še te dve ustrezni mnenji, bo itak najprej še javna razgrnitev tega akta, uskladitev še z morebitnimi pripombami iz razprave in potem pa dano v končna mnenja nosilcem urejanja prostora, in s tem bi morda še pred poletjem zagotovili, da vsi ti postopki stečejo tako, kot je treba, na Jelovici, na hotelu Park in pa na promenadi kot tej osrednji, bom rekel, površini. Hvala. Z vsebino se je strinjal Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Se kdo prijavil k razpravi? Svetnik Brence, svetnica Završnikova, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi ob tej točki vprašanje, kako se bo oblikoval sklep, ki ga bomo dobili v sprejem. Glede na to, da je to dopolnjen odlok, ki se obravnava dejansko v času javne razgrnitve, kot je direktor to že povedal, in v tem smislu je treba v bistvu tudi ta sklep zdajle oblikovati. Je pa pomembno, da tisti, ki danes ne bojo imeli pripombe, imajo še vedno v času javne razgrnitve to pripombo možnost dati. Toliko z moje strani. Hvala. Sklep se glasi, ga lahko kar preberem. Občinski svet občine Bled sprejme dopolnjen osnutek odloka o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta ožje središče Bleda, pri čemer se do javne razgrnitve uskladijo in upoštevajo pripombe iz razprave in prispela manjkajoča mnenja. Ukolikor mnenj ne bo možno uskladiti, se odlok vrne v fazo osnutka. Ja, v bistvu je že pravzaprav vse povedala, gre samo za to, da postopkovno ne bomo kakšno neumnost naredili, da odlok pade zaradi napačne procedure.
Na drugi strani pa seveda vse je treba narediti, da investitorji čim prej pridejo do ustreznih gradbenih dokumentov, ker preprosto že slišim žvenket novcev iz naslova plačila komunalne takse. No, pa da se bo ta področje okrog Jelovce res uredil, kjer je bilo zdaj. 10 let smo, eni že tukaj zdaj, stalno so problemi, zdaj so pa lastniki usklajeni, kar je pomembno. In mi prav, da jim pomagamo, se mi zdi. Če razpravi ni več, a je treba ta sklep še enkrat prebrati, mislim, da ne. Dajem kar na glasovanje. Za. Dobro je. Idemo naprej. Hvala. Še predzadnja točka, sprejem sklepa o pristopu občine Bled k konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Prosim, direktor. Gre še za en, temu rečemo, protokolarni dokument, je zopet vstopnica za to, da ukolikor vsi občinski sveti na Gorenjskem pristopijo k tej tako imenovani konvenciji županov, potem bo lahko regija Gorenjska kandidirala na svojo strategijo trajnostne oskrbe oziroma energetske izrabe na različna sredstva. Tako da sama, bom rekel, zdaj sam pristop v tem trenutku ni finančno zavezujoč, ker smo nekaj sredstev že zagotovili s proračunom za samo pripravo strategije. Mislim, da 1200 evrov, da je padlo na občino Bled v letošnjem letu in je to tudi s proračunom že pokrito. Potem pa seveda se čaka na različne razpise in takrat bomo pa pač občine povabljene konkretno, a se odzovemo ali se ne odzovemo. Je pa to pač nekega regijskega značaja. Da pomagamo drugemu, tudi če mi ne bi, da tudi drugem ne porušimo, podobno kot je bil tale center. Ugotavljam, da se z vsebino strinja tudi odbor za prostor, infrastrukturo, varstvo okolja. Se kdo javil k razpravi? Hvala. Zato dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled sprejme sklep o pristopu občine Bled k konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Glasujte. Hvala, enotno. Razno. Je to. Ta glavno podrazno, kar ste sicer že dobili na mizo, je pa to, da je končno prišlo gradbeno dovoljenje za severno obvoznico. To je, mislim, en največjih trenutkov zadnjih 3 mandatov prav zgodovine in če bo vse v redu, nekaj se moramo še z njimi uskladiti, glede procentov, ker niso bila prav krasno, niso prav prijetno bila presenečena, ampak podpisani še nič. Ampak na osnovi tega gradbenega dovoljenja je zdaj država takoj v razpis izvajalca in če ne bo pritožb, poleti začnemo in do naslednje sezone bo en ogromen blejski problem rešen. Mislim, da se lahko vsi tukaj čestitamo v svet in tudi vsi drugi, ki so nam pri tem pomagali. Niso pa samo pomagalno, ampak na Bledu v glavnem so pomagalno. Posebej bi se zahvalil vsem, ki so prodali ali zamenjali zemljišča, čeprav eni zelo težko, ker so na zemljo navezani in isti problem pri južni cesti, kjer je pa že pol pogodb tudi že podpisanih. Vem, da je za ene težko, ampak tukaj je višji interes celega kraja in tudi sosednjih občin. Mislim, da se nam res obetajo boljši časi. Če pridemo do te, kot je rekla svetnica Špecova, od dobremu letu in pol do te, ali pa dobremu letu do nove ceste, da se začne graditi tukaj na že devastiranem področju Vezenin, tako pomembne zadeve za vse občane, kot je ta medgeneracijski center, in da se teši naprej južna, ki se bo začela delati v krožišču Betinu.
Mislim, da smo že kar nekaj lepega postorili. In se vam tudi že zdaj, tudi če ni konc mandata, zahvaljujem za vso tole podporo in da ne glede na to, kako se znamo tudi skregati, nažalost, da tle smo pa res vsi enotni. Ker to smo obljubili vsi in za tem tudi vsi stojimo. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa posebej direktorju, čeprav nam mara slišati hvala, ker brez njega tako daleč ne bi bili. Lahko preploskamo. S tem bi pa zaključili sejo in veselo na delo.